Nas je nekaj v živo, nekaj nas je online, tako da za online še nismo začeli, za vse pa je res hvala, ker ste prišli. Tako lepo vas je videti v živo, je pa včasih nenavadno, kako tele stvari koordinirati. Pa včasih smo iz zadnjih vrst v prve presedali, tako da ta navada mogoče še malo ostaja, tako da če že kdo želi malo naprej, bomo veseli. Tako da Tonja, ko bomo pa začeli za vse, mi smo že začeli, ko bomo začeli še za online, mi pa kar povej. Ja, pa dajmo začeti, ne, z uvodno špico. Torej še enkrat, zdaj tudi uradno, tukaj, ki ste z nami v živo, pa tudi za tiste, ki ste z nami virtualno, dobrodošli. Zakaj smo začeli s poslovno liderko in poslovnim liderjem? Ker smo dobili izziv od mladih, kdo so vzorniki v tej družbi. Mi, ki smo poslovna skupnost, priložnosti, optimizma, predvsem pa kulture dialoga, seveda vidimo veliko tistih, ki ste tudi v tem občinstvu in sem prepričana, tudi doma sedite tisti, ki ste vzorniki in vzornice. In zato nas je zanimalo, koga bi pa mladi postavili na ta oder in zelo sem vesela, da zdaj že drugič sedimo skupaj s poslovno liderko in poslovnim liderjem, ki sta izjemna in katere niti bomo prepletali njunih zgodb seveda skupaj. Seveda pa nas je zanimalo, kdo so tisti, zato nismo rekli, da je to tekmovanje, zelo nam je pomembno, da se zavedamo, da gre tukaj za več kot kakršnokoli tekmovanje, kajti življenje je seveda več kot tekmovanje. Zato smo že spoznali Majo Mikek in Jadrana Lenarčiča, zdaj sta z nami izjemna Lucija Sajevec in Jure Knez in potem se pridružita še Aleksander Čeferin in Ana Roš. Ampak danes, zakaj prav Lucija in Jure, bo povedala Tonja. Ja, Lucija Sajevec je magistra ekonomije. Leta 2012 je opravila program New Emerging Leaders na ESADE Business School v Barceloni. Je senior executive, upravila je tudi senior executive program na Columbia University v New Yorku. V 7 letih njenega vodenja AMZS se je število zaposlenih povečalo za tretjino. Danes jih je že več kot 400. AMZS pelje v sodobno in trajnostno naravnano mobilnost. Po duši je športnica. Bila je slovenska in avstrijska prvakinja v kartingu. Zaseda mesto podpredsednice svetovalnega odbora mednarodne mreže za pomoč na cesti ARC Europe in deluje kot članica nadzornega sveta pokojninske družbe A. Člani združenja Menedžer so jo leta 2019 razglasili za mlado menedžerko leta. In kdo je v kratkem dr. Jure Knez? Ima doktorat iz strojništva s Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Njegova naloga vezana na zanesljivost delovanja strojev na osnovi meritev vibracij. In soustanovitelj in direktor podjetja Devesoft, kjer izdelujejo merilne instrumente, ki jih uporabljajo v laboratorijih letalske, vesoljske in avtomobilske industrije po celem svetu. Delajo z uglednimi imeni, kot so NASA, Kennedyjev vesoljski center, Lufthansa, Bosch in še bi lahko naštevali. Je vizionar in podjetnik. Za spodbudo mladim podjetnikom je v Trbovljah ustanovil Katapult, ki zagonskim podjetjem ponuja infrastrukturo in jim svetuje v štartu njihove poslovne poti. Predsedoval je Klubu slovenskih podjetnikov, je ljubitelj gora, še posebej uživa, ko se na vrh poda po ferati. Tako. Kdo sta torej Lucija Sajevec in Jure Knez osebno? Tole je vprašanje, kdo sta vidva osebno. Verjetno ljudje, ki vaju poznajo, imajo številne vpoglede v to, kdo vidva sta, ampak če bi morala zelo na kratko povedati, kdo sta, Lucija, kdo si?
Ja, en lep pozdrav najprej vsem. Kdo sem? Ja, najprej mama, žena, družinski človek, to mi je okolje, ki mi največ daje, od kjer ga črpam, čemur jaz posvečam največ energije. Sicer pa se trudim dodajati vrednost svetu, ljudem okoli mene in v bistvu AMZS-ju. Jure, pa ti? Ja, ne, Jure Knez. Bežno. Ja, pa mislim, da po takem uvodu, ne, ko je bilo že skoraj vse povedano, ne, se mi zdi, da je po tolikih letih še vedno nekak človek, ki s strastjo pa z veseljem dela tisto, kar pač počnemo, na kateremkoli nivoju. Tako da, ne vem, se mi zdi, da predvsem te mladi, da so to otroci ali so to člani katapulta, recimo temu, ne, pa še posebej dajo energijo in mislim, da na mladih svet stoji, tako da tudi zdaj in v DV-Softu in v katapultu če dalje več časa posvečam tem, da pač mlade pripeljemo do tega, da prevzajemajo vodilno vlogo, tako da bom, ne vem, po 20 letih še kar zelo zaposlen, ampak računam, da bo šlo na boljši. Jure, si oče 4 otrok. Kaj te je naučil vsak od njih? To pa je zanimiva zgodba, ne, ker so 4, vsak je poseben, ne, ampak se mi zdi, da nekako zmeram rečem, ne, da so 3, da so optimum. Ne, in pa rečem tu starejši hčerki, ne, in pa mi pravi, kako lahko tu rečeš, ta mali je pa tu ključen. Se rekel, ne, ti si bolj beta verzija, pri tebi smo se učili. Ne. Tako da je vsak je res zgodba zase. Je pa res zanimivo, da ko odraščajo, se mi zdi, da nekako, če imaš tak lep odnos z njimi, ne, da se to pretvori v neko tako sožitje, v nek tak prijateljski odnos in tisto, ko pravijo mehni otroci, mehni problemi, veliki otroci, veliki problemi, ne, se mi zdi, da nekako sploh ni res, ne, in da otroci tako lepo je videti, da z veseljem te pokličejo, vprašajo za nasvet, pridejo celo domov nazaj živeti, mislim, ne vem, kam to pele, ne, ampak... Ampak Jure, kakšen ta svet pa daš takega, kot bi ga dal Jure? Težko rečem, da ti nisi več utrgan, ker ko berem stvari, kaj te navdušuje, ampak takega, kot bi dal Jure pri 20-ih ali takega, ki ga daje Jure malce starejši? Pa saj ni nobena razlika v resnici. Delati je treba tisto, kar te resnično veseli, zaradi tega, ker samo tako si lahko res uspešen. Ne. Pa tudi uspeh se ne meri v evrih. Ne. Uspeh se meri v žaru, v očeh, v tistem, da nekako daješ svetu nazaj, pa potem sprejemaš. In to je tisto, kar nekako poskušam tudi na otroke prenesti. Ne. In bomo videli, kako bo uspela. Ne. Lucija, slišali smo, da si bila avstrijska in slovenska zmagovalka v kartingu. Tvoja mama pa ni bila najbolj navdušena. Verjetno njen nasvet ni bil enak kot očetov, da pejte v ta adrenalinski šport. Ja, moja mama je mene zelo aktivno usmerjala v ples, tako da sem bila, ko sem bila manjša, tudi evropska prvakinja v plesu in pol je bilo kar naenkrat vsega preveč, so bila tekmovanja v plesu, pa v kartingu in pol pač je bilo treba na neki točki res sprejeti odločitev, ali bom zdaj plesala, ali bom dirkala. Tako da v bistvu pač jaz mislim, da od majhnega diham in živim bencin in jaz večkrat se pohecam, da so mi na mest mleka verjetno bencin dajali in v bistvu me drži. Zdaj ti podal pa elektriko, ne? Tako da zdaj ne vem, kako boš ta bencin preživela. Ne, zdaj se učim e-mobilnosti v vseh svojih dimenzijah, tako da, ampak dok je volan v bistvu pa, da je, to mi je pač strastno, kakorkoli. Kako si izborila potem to svojo odločitev? Mogoče spet smo pri stereotipih, kaj bi bilo fajn za punčko, ples seveda, ne?
Kako si ti uveljavila to svojo voljo? Je to tvoja karakterna značilnost, da ko se nekaj odločiš, tako je? Moja starša sta mi dala na izbiro in fajn je bilo, noben ni bil jezen tudi po odločitvi, tako da sta sprejela, da to moja miselnost, da verjetno plesalk je mnogo več, kakor pa voznic česarkoli, v bistvu nekako ni bilo nobene zamere ali pa neke trdne volje, ampak naravno je prišlo tako, no, tako da. Je šlo. Jure, ferate so tisto, kar ti privlači. Zakaj in kako se varuješ in kolikokrat se ne zatakneš, ampak greš na pamet? Ja, ferate so pa nekako res ratele tak šport, ki ga zelo rad prakticiram. Vse so še drugi, ne, seveda. Hoja v hribih je nasplošno ena taka izredno lepa izkušnja, v hribih so problemi manjši. Tako kot hiše, recimo pa avtomobili. Ne. Zavarujem se vedno. Sem pač že v takih letih, da je to kar potrebno, ne, in pametno. Tako da ferate so pa tisti del, da v zelo kratkem času se lahko zelo dobro razmigaš, pa tudi potem, ko priješ na vrh, je tudi neko zadovoljstvo. Ne. Tako da vsi ljubitelji ferat, ne, moram povedati, da se v začetku novembra odpre nova ferata DE v Renkah, ne, ko so jo naši vrli člani planinskega društva pač naredili, ne, tako da poleg stare je zdaj še nova in je res kul. Ne. No, fajn. Ampak ta adrenalin, to vaju dva povezuje, ko sem razmišljala o vaju in tem pogovoru, vse, kar najbolj skupno ima, je to, da uživata v adrenalinu. Ja, sam je pa velika razlika, ne. Ok, povej. Ja, Lucija, kar se lot zmeram zmaga, ne, jaz pa gonžarja še kar nisem preplezal, tako brez zajla. Ok, počas, da ne boš pretiraval. S tem adrenalinom, kako živeti to življenje z adrenalinom, da ni vedno še huje, še več, ampak da te ohranja nekako, da si zadovoljen s tem, kar dosežeš. Dava Gospodu prednost, Lucija. Da je neka zdrava mera. Jaz mislim, da je kar težko najti zdravo mero. Ne. Da tudi v poslu, ne, treba je vedeti, da sploh, če resnično rad delaš tisto, kar počneš, je tudi posel adrenalin. Ne. Zame je isto, kot če greš, ne vem, na Mount Rainier, ne, ali pa greš v Evropsko vesoljsko agencijo v Gvajano, ta en tak velik sistem inštalirati, ne, je kul, ne, je res kul. Ne. In jaz mislim, da je tudi tako, ne, da je potrebno imeti v življenju stvari, ki te polnejo. In to sej ni treba, da je zmeraj to tisto adrenalinsko, pa na meji, pa čez mejo, ne. Ampak dokler delaš tiste stvari, ko jih uživaš, ne, pa da si potem recimo na koncu dneva res zadovoljen, ne, je to za mene osebno dovolj. Ne. Če pogledaš ravnotežje med tem, kdaj si na koncu dneva zadovoljen in kdaj si tudi rečeš, a je to še to? A si rečeš kdaj? Ali si nekako v življenju vedno našel trenutke, ko te je zadovoljevalo in ko te ni, kaj si naredil? Oziroma si ta srečnaš, da si vedno na 100%, imaš vse lajke na Facebooku? Kaj pa ne, to zadnje cajte že en mesec ne spim, ne. Pridejo izzivi, pridejo težave, s katerim se je treba soočati. V tistih trenutkih je res lepo, da imaš prijatelje, ki ti iz tega ven pomagajo zlesti in da imaš družino, da imaš neko stabilno okolje. Tako da to je nekako tista stvar, ki te uravnoteži. Pa v vsakem poslu so vzponi in padci. In nekako je treba stvari povprečiti. Tudi takrat, ko gre ne vem koliko dobro, ne. Zdaj imamo recimo ogromno število naročil, v letošnjem letu imamo 50% več naročil kot lani v istem obdobju, pa že lani bilo rekordno, ne, kljub koroni, ampak to ni samo fajn, ne. To je problem, ne. Ker po eni strani
iščemo pa material po celem svetu, ne, od cele Evrope, Amerike, Kitajske, zdaj smo šli v Rusijo še kupovati, ne. In pač probamo res narediti vse, da izpolnimo pričakovanja strank, ampak na koncu je tista stvar, ko te pa eden pohvali, pa reče, ne, ja, tole pa res se vidi, da ste se potrudili, ne. To je pa več kot plača. Lucija, kaj tebe polni in kdo je tvoj zaupnik, zaupnica? Polni me po mojem prvi vrsti družina, tako v bistvu, da mi res daje. Pa v bistvu definitivno to, če sem lahko v bistvu ki dodana vrednost, koristna, nekomu pomagam, recimo to, definitivno pa tudi vsi narejeni projekti, ko pogledaš v bistvu poljo, glej, kaj nam je vse uspelo, in v bistvu tudi to definitivno daje neko gorivo za polnilno postajo. Ne benzin, ampak električno dozo. Ampak ko pa ni vse tako, kot mora biti, kaj pa takrat? Jaz predvsem skušam dimenzijo problema življenjskega, no, v bistvu pač malo razporediti, no. Kaj ni v redu je, po mojem, če bi šlo pri zdravju kaj narobe ali pa pri družini. Vse ostalo so problemi, ki so bolj izzivi, ki so rešljivi, ki so večji, manjši, pustijo človeka mogoče spati ali pa ne, ampak kakorkoli obrnem so rešljivi. Tako da v tem pogledu definitivno se da najti znanje, rešitev, pač vse je rešljivo. Vse je rešljivo. Mi je bilo všeč, ravno ko si rekla, da ne gre vse v redu, se ugasne ekran, tako da sodelujejo z nami različne sile. Kako je pa verjeti še v kaj več kot sam tukaj in zdaj, ampak da imamo tudi različne dimenzije, koliko si v jogi, se iščeš v kakšnih, verjameš v kaj, kje si tukaj? Jaz verjamem v bistvu dobro energijo, v smislu tega, da pač se tudi vidimo, ko se srečujemo z različnimi ljudmi, v bistvu včasih kakšna iskra bolj ali pa hitrejše v bistvu steče pogovor, ta kemija, energija včasih slabš. Tako da se mi zdi v bistvu pa sicer v zadnjih letih sploh v bistvu, no, se bolj poslužujem ne samo meditacije, ampak dela na sebi tudi o tem v bistvu dušnem, čustvenem smislu, well-being v bistvu, no, tako, da morda pride človek tudi do neke točke, kjer začne sebe postaviti na prvo mesto, tako da v bistvu mogoče večkrat zdaj pogledam v urniku, a imam kosilo ali nimam, kot pa leta nazaj, ko sem včasih pač preskakovala obroke, preskakovala kako športno aktivnost s ciljem tega, da so aktivnosti hitrejše narejene, pa včasih ugotoviš, da je morda boljše, da greš teč, zato da imaš več časa in ne obratno. No, torej tudi telo tvoj tempelj, ne samo vse ostalo. Moram, Jure, deliti zdaj eno mojo anekdoto v povezavi s tabo, ko sem bila prvič na obisku v Devesoftu, so prišle s kolegico, ne vem, če se bo spomnil, približno... Kot včeraj. To si zdaj tako rekel. Ampak Jure je tam sedel, midve so bile oblečene tako v bel-črno, imele sva neke tako verižice in naj jo je takole gledal. In potem je priznal, da je mislil, da so Jehove priče prišle. Tako da to kot tem, ampak dober, Jure, v kaj verjameš? Je nekaj izven tega, kar verjameš? Ja, in to jaz tudi odkrito povedal, ne, takrat, ne. Sem rekel, midva so pa iz Zemčema, ne, sem rekel, ja, jaz sem pa mislil, da ste z neke sekte, ne, ste tako napravljeni. V Indiji smo enkrat odpirali pisarno, pa sem dobil prav tako zelo podobno stvar, ne, ampak pa me pač spomnil, ne. Ja, določene stvari se jaz v življenju nekako ne obremenjujem, ne. Eno izmed njih je recimo posmrtno življenje, ne. Ko pa vem, nazaj še mbed ni prišel, da bi povedal, ne, in potli, kakor bo vsega skupaj konc, jaz upam, da ne prehiter, ne, in potem se zbudiš v čist nekem drugem svetu in rečeš, le to, cool, ne, ali pa ne, sej, ampak kar pa res verjamem je pa v dobro ljudi po defaultu, ne. Jaz verjamem, da so ljudje dobri,
da ti s svojimi dejanji pa svojim načinom obnašanja nekako tudi, kako bi rekel, ne vem rekel programiraš, ampak nekako tiste reakcije v ljudeh sprožaš. Ne. In je sigurno nek procent ljudi, ki to znajo izkoristiti, ne, ampak pač s tistimi pol zaključiš, s tem se mi zdi, da si pa narediš neko okolje, nek krog ljudi, s katerimi res lepo delati in biti prijatelj in se družiti. Kdo pa so, Jure, tvoji prijatelji? Tisti, si jih najdeš v poslu, so to ljudje, s katerimi plezaš, so to družinski prijatelji, ki ponavadi s tistimi, ki se obkrožimo, tisti nas zelo definirajo, ampak kdo so tvoji prijatelji? Ja, dejansko je zdaj kar velik problem, da je število ljudi, s katerimi imam interakcije pri tako velikem podjetju, pa pri vseh ostalih aktivnostih, je ogromno, ne? In potem ostane malo časa za tiste prave prijatelje, lahko pa rečem, da hribi zelo povežejo, ne? In da se tam resnično stkejo prava prijateljstva. Lucija, tvoji prijatelji, prijateljice, imaš svoj ženski krog. Zadnjič mi je ena prijateljica rekla, ene stvari so samo za ženske. Imaš tako, ali tako kot praviš, ko si da človek čelado na glavo, noben ne ve, moški ali ženska, ali je tudi pri prijateljstvu tako? Ne, imam tudi v bistvu, imam celo en majhen krog, 7 nas je punc, ki se vsak prvi četrtek srečujemo že po mojem 30 let. In ko sem se poročila, sem rekla, glej, vse v redu, sem prve četrtke zvečer, meni v bistvu. Tako da se mi zdi tako, da ob različnih obdobjih srečaš različne ljudi, tkeš tudi recimo prijateljstva, ki da bi se od nekdaj poznal. Se mi zdi pa tudi, da včasih pač je fajn imeti tudi različne družbe za različne priložnosti. No? Tako da moške, ženske, tako zelo različen. Ja. Oba sta omenjala to kemijo, ki jo lahko začutiš z ljudmi. Kako se odzoveš takrat, ko ne začutiš te dobre kemije, ampak ne veš, zakaj nekako se ti zdi, da mogoče ne greš z nekom skupaj? Meni se zdi dobro vedno v odnos dati maksimum v bistvu. Jaz tudi verjamem to, da se po večini vrne, tudi če mogoče ni najboljši dan ali pa najboljša energija, se mi zdi za vsakega odnosa definitivno, no. Se lahko kaj naučiš ali pa odneseš, tako da v bistvu se probam potruditi, no, bom tako rekla. Jure, pa ti ne pošlješ tako v sekto, ne? Saj vem, da ja, tako da lej. Ampak v bistvu mogoče, ko bi te človek gledal od zunaj, bi si lahko mislil, da si zelo introvert, ampak ti si zelo odprt človek. Ne vem, tako se mi zdiš, vedno bolj. Ampak hkrati pa strojnik, inženir in tako naprej. Kam se umeščaš na tem diapazonu? Si se naučil skozi leta večje komunikacije? Ja, prav gotovo. Mislim, da je Anton Trstenjak dejal, da je komunikacija veščina, ki se da naučiti. So določene stvari, mislim, prav posebej na tem področju, ki so prirojene. Jaz nažalost tega nisem bil deležen. Tako da se mi zdi, da potem z leti nekako se naučiš. Za mene je bilo par let nazaj kar težko zelo težko je bilo takole se usediti pa kaj povedati pred večjimi ljudmi. Pa se pa človek nekako navadi, tudi če kakšne neumne spovedi, čisto vseeno. Koga briga, točno tako. Lucija, omenila sem, ta tvoja mi je všeč, kot da ženska čelado na glavo nihče ne ve. Je to enako tudi v življenju? Ja, jaz mislim, da imamo moške z malo več ženske energije, pa obratno, tako da se mi zdi, da je velik poudarek na tem spolnem delu, jaz zelo podpiram vse vezano na diversity, pa vendar v bistvu mislim, da smo včasih mogoče preveč v okvirju štetja enega in drugega spola. Vseeno se ravno prej smo omenjali pač kvote v neformalnem pogovoru. Se mi zdi, da je ta raznolikost pomembna danes, predvsem v bistvu v smislu tega, da si lahko drugemu veliko damo, ni pa nujno zdaj v bistvu, no, pač, da bi to rabili preštetno. Spodbujati pa, ja. Tvoj pogled na to? Ja, jaz mislim, da prvo, kar bi tukaj povedal,
da so ženske drugačne, ne, moški tudi, ne, to je dejstvo, ne, in da je potrebno pač izkoriščati dobre strani, pa mogoče niti ni to vezan tukaj na ženske in moške, kakor na različne tipe osebnosti. Ne. Prej se vprašala, kako se z določenimi ljudmi resnično povežeš. Ne. Res je en tak zelo mečken krog ljudi, kakor se ti zdi, da pašejo, ko ata na mamo, ne. Ampak z določenimi ljudmi pa vidiš, da imaš drugačen način razmišljanja. Ne. In se mi zdi, da je potrebno spoštovati različnost, na drugi strani pa tudi vedeti svoje šibke točke, da znaš izkoriščati za delo v ekipi ali pa karkoli pač počneš ali pa v skupnem življenju, tiste stvari, v katerih je nekdo močen. Ne. In tukaj so ženske čudovite v določenih stvareh, kot recimo meni osebno čist manjka. Ne. In to je izjemno. Si pa želim, ne, da bi v prihodnosti, sploh v našem poklicu, ne, recimo žensk primanjkuje, imamo pa neki inženirk, ne, ki so res razmišljali na drugačen način in dajo barvitost pa v ekipo pa rešitve, ki jih si drugi ne bi mogli spomniti. Skratka, naj nas to bogati. Tonja, prepričana sem, da je kakšno vprašanje s tvoje strani oziroma strani občinstva. Ja, Ajša, če dovoliš tudi dve vprašanji, ker imamo tudi virtualno občinstvo z nami. In prvo vprašanje bo namenjeno Luciji in sicer, ja, tako, široko je, kakšna je prihodnost e-mobilnosti, ampak mogoče lahko kakšno stvar izpostavite. Ja, čaka nas eno tako pestro obdobje, predvsem v bistvu se srečujemo tako na vseh področjih z skupkom različnih industrij. Se mi zdi, da v tem trenutku se zelo stvari prepletajo, ratujejo kompleksne in so zelo povezljive, kar pomeni električne mobilnosti ni brez infrastrukturnega dela, brez poceni elektrike v končni fazi ali pa brez sploh količine elektrike. Tako da veliko je različnih scenarijev, strategij, ki jih vsi spremljamo aktivno. Se mi zdi, da nekatere države, recimo naš klub skandinavski poroča res o močni vpeljavi e-mobilnosti in tudi v bistvu dobrih rezultatih, pa vendar v bistvu imajo druge predpostavke in v bistvu so lahko v tem obziru uspešnejši. Tako da jaz mislim v bistvu, da bomo mogli vsi bolj skupaj stopati in se tudi v bistvu bolj aktivno povezvati. In to ni stvar v bistvu ene industrije, to je stvar večjih industrij, večje povezljivosti in zagotovo v bistvu v primarnem cilju tudi prihranka oziroma nekih višjih ciljev, ki so za tem, se to splača naresno. Torej, ko govorimo o ekosistemih, naj to ne bo samo govorjenje, ampak res njihovo oblikovanje. Tonja, še drugo vprašanje si rekla? Ja, Artjom je zdaj dobil odgovor, Urško pa zanima, česa v svojih organizacijah ne tolerirata in kaj naredite, če se to zgodi. Mogoče, Jure, vprašanje za vas. Ja, jaz nekako te, kako bi rekel, zaposlene sodelavce ocenjujemo po dveh kriterijih, na dva načina. Prvo so moralno-etične vrednote, druga so pa kompetence, ne, strokovne oziroma sposobnost. Ne. In tukaj pri sposobnostih, pri kompetencah se mi zdi, da pač ljudje smo različni, imamo različne prednosti, imamo različne sposobnosti in da je naloga organizacije sploh večje, da prilagodi delovno mesto, pa da zna to razložiti zaposlenim, na katerem, kako bi rekel, na kateri nivo ali pa na katero delovno mesto v določenem času pač ustrezajo, pa da možnost za rast. Kar pa je v preteklosti se pokazalo, je pa to, da tiste moralno-etične vrednote, mi imamo 4 osnovne, ne, s katerimi
se morajo zaposleni poistovetiti, ne, in če sta tu POIS, ne, je predanost, odgovornost, iskrenost pa skrbnost, in vse te težave s tistimi nekaj zaposlenimi, s katerimi smo se morali raziditi na našo željo, je bilo, ker te osnovne moralne, etične vrednote pač niso bile tam, kjer bi morale biti. O tem bomo gotovo še kaj rekli, ko bomo govorili o načinu vodenja. Zelo me zanima, kaj se potem zgodi. Tonja, si pa želela verjetno še pogledati v občinstvo. Ja, tole je bil odgovor za Urško, ampak ja, še, ker je z nami tudi občinstvo, ne, imate zdaj priložnost kaj vprašati. Ampak naredimo tole malo bolj zabavno. Lucija, a imaš v publiki koga v mislih, ki bi želela, da ti zastavi vprašanje? Kar zberi si, Lucija, poglej, poznaš jih veliko, torej kdo bo izpraševalec, izpraševalka? Najprej mogoče vprašamo, če bi kdo želel vse, da... To smo hoteli prepričati, veš, kako si dol gledajo, tako da izvoli. Ja, bom vzela pa nekoga mlajšega iz občinstva, če smem, v bistvu. Luka, boš ti. Se ne vem, kaj ne vprašam. Luka, Ja, torej vprašanje je. ja. V bistvu lahko povem, da kar se tiče vseh vprašanj, ki sem imel, Lucija je moja mentorca, tako da kar se tiče tega, imam veliko odgovorov. Katero je bilo najbolj zanimivo vprašanje, na katero ti je odgovorila, da še nas razsvetli? Vprašanje, v bistvu sploh ne vprašanje, ampak njen odziv, ko sem rekel, da v bistvu vprašala me, kaj je moj dream job, pa sem v bistvu povedal, ampak sem takoj rekel, to pa zame pač ni dosegljivo, ne? In je v bistvu takoj planila, kaj ni dosegljivo, pač vse je dosegljivo, ne? Vse se da, če se hoče, pač do tega bo prišla, tako da to v bistvu je bilo... Odziv torej. Tako. Odlično, torej bomo, Lucija, malce več o tem, kako se vse da, če se hoče. Če sem si jo pa zagodila. Super. Jure, boš ti izbral koga tudi iz občinstva? Ja, jaz tudi definitivno mlajšo generacijo, ne, Sonja Klopčič. Tukaj, Gregor, evo. Seveda je najdel takoj tebe. Hvala, Jure, dvojno hvala. Kaj misliš, da bo v prihodnosti prevladovalo kot način sodelovanja v takšnih inovativnih podjetjih, kot je vaše? Kot način sodelovanja. Ja, jaz mislim, da v modernih organizacijah, pa tudi nasplošno, ne, da so mlajše generacije nekoliko drugačne, da na drugačen način razmišljajo in nekako se mi zdi, da je zelo pomembno, da daš vsem smisel. Ne, zaradi tega, ker če, pa imamo taka nihanja, no, to zdaj, ker podjetje raste, ne, potem morajo te vodje oddelkov, pa to morajo spet ponovno dojeti, pa na lastni koži občutiti, ne, ker itak ne verjamejo skoraj nič, ne, ampak morajo vse probati, ne, da če dajo naloge, brez razlage, zakaj je potrebno kakšna stvar narediti, da je efekt bistveno manjši, pa da je motivacija takoj pade, kot če ti razložiš, tole stvar moramo pa narediti zaradi tega, ker imamo eno cool stranko tam v Afriki, ki si bo s tem rešila življenje. Torej, smisel, purpose, kot ga veliko slišimo. Tonja, se mi zdi odlična iztočnica, da je Jure podal žogico Sonji, ker vem, da si hotela tudi o tem nekaj povedati. Izvoli. Ja, ampak še prej, tole ni bila zadnja možnost, da malo sodelujete. Zadnjo temo bo izbralo občinstvo, tako da prek slajda lahko zberete, katera bo, v kateri temi aktualni se boš Ajša na koncu pogovarjala z Lucijo in Juretom. Ampak ja, prišli smo do drugega dela.
Ja, Lucija Sajevec in Jure Knez sta na odru poslovnega voditeljstva. Danes zmagaš, če tekmuješ skupaj, pravi Lucija Sajevec, glasnica besede Ubuntu, ki prihaja iz Afrike in jo Sonja Klopčič in Ksenja Špiler-Božič, Sonja in Ksenja sta danes tukaj z nami, tako da en aplavz. Avtorici, raziskovalki, pisateljici vodnika po AEU voditeljstvu, interpretirate to besedo kot na zaupanju temelječi odnosi. V direktnem prevodu pa človek postane osebnost zaradi drugih ljudi. Lucija Sajevec svoj slog vodenja opisuje kot sodelovalen, razvojen in vključujoč. Ne boj se boljših od sebe, je njen nasvet vsem vodjem. Med vrednotami sta zato zanjo na vrhu zaupanje in spoštovanje, ki sta tudi temelj uspešnih odnosov in voditeljstvo se zgodi v odnosih. Kolegi pri njej cenijo odprtost, dostopnost, športnega duha in komunikacijo z argumenti. Ker je po Lucijino najpomembnejša vloga liderja, da sprejema nasprotovanje. Brez nasprotovanja ni napredka. Idealna družba je zanjo vključujoča, ker nas razlike bogatijo. Prihodnost pa trajnostja in tja v prvi vrsti pelje svojo ekipo in podjetje. Za cilj na svoji profesionalni poti si je zadala, da bo voditeljica in ne le vodja. Živi kaizen, nenehno izboljševanje, ker verjame, da se lahko spreminjamo. In razmišlja takole. Učenje je pot z razgledom. Pomembno se je učiti vsak dan. Težko sam prebereš vse o HR, prodaji, marketingu. Vsa področja prehitro napredujejo, se spreminjajo. Zato je lažje, da se izobražuješ vsak dan na svojem področju, ekipa pa si predaja znanje med seboj in skupaj napreduje. To seveda pomeni, da tudi jaz potrebujem dobre superge, da tečem pred in med ekipo. To me žene naprej. Hkrati pa z veseljem delim vse svoje znanje in tako delam prostor za novega, ki ga prejemam od ekipe in širše. In krog deljenja dobrega je sklenjen. En aplavz si zasluži tako razmišljanje. Najboljše pri našem delu je, da od znotraj vidimo laboratorije Formule 1, NASA, avtomobilske in letalske industrije. Lepo je videti, da naše rešitve uporabljajo v širokem področju in da smo zraven pri največjih izzivih moderne dobe. To mi pomeni več kot zaslužek. Umetnost analize in sinteze, kreiranje prihodnosti merilnih inštrumentov je za Jureta poslanstvo. Načrtovane projekte pa predstavi z nasmehom in pravi, sedaj bo šele zares zabavno. In šli so naravnost v vesolje. Zato je na mestu beseda ep, prihaja iz Amerike. Pomeni pa vse povezanost in soodvisnost. Naše odločitve imajo širši vpliv. Širši vpliv, soodvisnost Jure gradi v izvirnem poslovnem modelu, DVSoft je v solastništvu zaposlenih. In tukaj bi me popravil, ker sam nikoli ne govori o ednini, ampak množini. Širši vpliv razume tudi v tem, da mora ekipa znati prenesti svoje zgodbe o uspehu v zgodbe zunaj podjetja, v okolico, v ekosistem. Katapult, podporno okolje za mlada podjetja, je zato odgovor, na kaj in kako dati nazaj. Vlaganja v šport in kulturo sta običajna, dobra, ampak to je gašenje požara. Katapult daje znanje in infrastrukturo talentom. Jure širi glas o odgovornem podjetništvu, ker če pričakuješ kaj v zameno, potem ne daješ, ampak menjaš. Znanje in radovednost sta na prvem mestu, sistem egov preobraža v ekosistem, zato mu ljudje sledijo, ker želijo biti zraven.
Širi vpliv akrobata in prinaša odgovornost, da prepozna akrobate in jadralce. Zaveda se, da posameznik vpliva na več kot 1000 ljudi in njegova miselnost je nalezljiva. Želja še ni dovolj, vse preveč poslovnih idej se rodi in utone v pozabo ob kozarcu piva s prijatelji. Zato, da resnično pridemo na vrh, je treba še veliko več. Potrebujemo odločnost, strast in dobro strategijo. Samo najbolj vztrajni se lahko veselijo uspešnega vzpona na svojo goro, na svoj piedestal želja. Čim višji je naš cilj, tem slajši je uspeh. Ne smemo pa pozabiti, da so visoke gore praktično neosvojljive, če se jih lotimo sami. Tako. Hvala, Tonja, za tole odlično analizo, da boste videli, kako vaju vidijo mlajši kolegice in kolegi in s katerimi vrednotami povezujejo. Namreč, ko smo se začeli pogovarjati o tem, kako pa bomo iskali vzornike, sta prav res dejansko knjiga Sonje Klopčič in potem tudi vodnik Sonje in Ksenije bili izjemno pomembni, ker smo govorili o vrednotah in res hvala še enkrat obema, da sta vrednote staroselcev povezale prvič tako celostno tukaj v slovenskem prostoru, zato da smo mi lahko imeli osnovo. Jure, prej si omenil, da brez vrednot tudi zaposleni ne morejo biti tam. Katere vrednote so tiste, Lucija, ki pa so zate deal breaker oziroma preko katerih ne greš? Meni se zdi, da je Jure krasno povedal. V bistvu po eni strani so res ta etična merila in načela zelo pomembna, ali pa mislim, da neka osnova, sploh predpostavka. Po drugi strani se mi pa zdi v bistvu ena taka res pomembna vrednota za ta čas sprejemanje. Jaz mislim, da je tega premalo v podjetjih, v slovenskem prostoru, tudi med druženjem. Se mi zdi, da so stvari, kjer morda ne prisluhnemo dovolj drug drugemu, ne slišimo dovolj drug drugega in se mi zdi, da si imamo toliko veliko ljudi lahko zadati, samo če smo odprti za to, kar lahko prejemamo. Se kdaj ujameš, da je nekaj zate popolnoma drugače in da te moti in kaj narediš takrat, da stopiš čez, kljub temu, da je mnenje, pogled popolnoma drug? Jaz se mi zdi tako zelo skušam sprejemati mnenje in nedolgo mi sodelavec rekel, morda včasih se zdi, da nekaj nisi takoj slišala, ampak vidimo, da takoj tudi spraviš to akcijo in spreminjaš. Tako da skušam zaznavati in biti v bistvu hitrejša tudi o tem, da res stvari popravljam najprej pri sebi, pa tudi drugot in jaz večkrat rečem, pa res zelo verjamemo to, da moramo biti res walk the talk. In v bistvu, če sami nismo, pa že pri malenkostih včasih toliko striktni sami do sebe, da se nenehno tudi v bistvu popravljamo v tem, kar nam je pomemben ali pa kar trdimo v bistvu navzven, da nam je, se mi zdi, da tukaj se vse začne, pri posamezniku, pri sebi. Tako da, ja. Jure, kako ti samo cenzuriraš, samo reguliraš sam sebe, na kakšen način ti popravljaš stvari, za katere vidiš ali da ti kdo pove, ali pa da pri sebi opaziš, da te motijo? Ja, človek je sam po sebi tako bitje, da svojih težav pa problemov po defaultu ne vidi, tako da je res fajn imeti ljudi okoli sebe, s katerimi se lahko iskreno pogovoriš, ki ti nekako dajo ogledalo samega sebe in ki te nekako potem spravijo na pravo pot, tako da imam jaz kar izredno srečo, da takšne ljudi imam, sicer zelo malo, ampak dovolj. So to ljudje iz ekipe, ki ti postavljajo ogledalo, imaš coacha, na kakšen način deluješ? Ne, to, da bi bil kakšen coach, sploh daleč od tega, to so ljudje, s katerimi se nekako začutiš, s katerimi si blizu. Lucija, pa ti, tvoj pogled na imeti nekoga, ki ti morda tudi od zunaj postavlja tvoje ogledalo in pogled? Jaz mislim, da vsak dan mi kdo postavi kako ogledalo, tako doma, že z otroci začenši, kakor pa tudi v službi. In se mi zdi, da je fajn slišati
verjetno za vsakega težko sprejeti, no, mislim, meni je včasih težko sprejeti, ampak v bistvu polka res rečeš, to je pa res. In nekako sem tudi doma uspela, sva z možem uspela v tem delu komunikacije, da si poveva in je fajn, ker je, hvala, ker si mi rekla, ali pa hvala, ker si mi rekel, je težje, ampak se treba naučiti, no, se mi zdi tako, ker smo vsi tako. A pa greš prej v tečene 3 kroge s tistimi tvojimi supergami, ki je povedala Tonja zanje, ali znaš tako odreagirati? Si se naučila s časom? Naučila, zato ker sem bila zelo temperamentna tudi in ja, ker si mlajši, verjetno si poln tega, da morda težje vidiš kako stvar, potem v bistvu pa vidiš, koliko veliko v bistvu ne veš. In jaz mislim, da je zelo veliko stvari, ki jih ne vem in ne poznam in v bistvu iz tega ven izhajam. Kako je pa tukaj v ekipi? Od koga se učiš? Slišali smo o tem, da se učiš lahko od vsakega. Kdo je tisti tvoj notranji krog in kako jih spodbujaš, da ste odprti, da lahko delite, hkrati pa seveda na koncu nekdo tudi prevzame in povzame glavno odgovornost? Ja, jaz bom rekla, da imam kar zelo velik ali pa širok krog ljudi, od katerih so, kar imamo v podjetju zelo tak odprt odnos in tudi kdaj, ko pridem v centre, pa se pogovarjamo, tako res cenim to, da se res zelo odprto komunicira, no. Tako da zdaj, ali pač gre za kak problem, ki je, ali pa v bistvu tudi kaj, ki bi lahko kot pač vodstvo boljš naredili. In se mi zdi v bistvu dobro, no, boljše slišati, spremeniti v bistvu, kakor pa, da bi se ne komunicirali, ne načeli teh tem v bistvu. Tako da jaz sem nasplošno, no, v tej odprtosti za ne dajati pod predpražnik stvari, ampak kar sproti čistati, tako da zdaj jasno pa ljudje, ki so ti bližji ali pa ki si vsak dan z njimi, morda več stvari nazaj dobiš v bistvu feedbacka, no. Tako da zelo pač širok krog, no, imam. Jure, v tvojem podjetju ste začeli kot startup, zelo hitro rastli, tudi razmerje in odnosi verjetno se potem nekako spreminjajo. Na začetku si verjetno vsi ste eno in vsi imate isto vizijo, potem je pa treba, kot si rekel, večkrat razlagati namen, poslanstvo, vizijo in tako naprej. Kako si ti preskakoval te, ker vemo, da je težko iz garaže priti res v svetovno podjetje, kjer delate za vrhunska, največja podjetja in inštitute. Kako sam sebe obvladovati in po drugi strani pomagati sodelavcem, da zmorejo to rast? Ja, to je dejansko kar težek izziv. Moram te popraviti, mi nismo rasli tako hitro, ne, mi smo rasli v bistvu v prvih letih zelo počasi, pač stabilno, nismo hoteli, nikoli se nismo zadolžili, zmeraj smo rasli iz svojih prihodkov. In potem, ko si v eni pisarni, je stvar veliko bolj enostavna, ne. Potem pa, ko podjetje raste, pa se formirajo oddelki, je bil zame recimo en največji šok, kakor so fanti imeli šrango, ne, pa če en se je ženil, ne, in me ustavijo, ne, zdaj ti zgolj vidim enega v 9-softovih cotah, se je kolega, kaj pa ti te cote dobo? Je rekel, kolega, jaz pa v tej firmi delam. Ma nemoj. In me pogledal, lega, a si ti? Ja. Tako da tudi to se dogaja, ne, in to je res, po eni strani je žalostno, ne, da so ljudje, ko so zaposleni sploh v tujini, ne, pa jih še sploh nisi videl, pa sploh še nisi z njimi besede spregovoril, ne. In če tako na ta način pomisliš, ne, je potem sploh te moralne, etične vrednote, ne, je zelo težko transportirati na nek tak naraven način. Treba jih je zapisati in jih je treba dati v glavo vodim oddelka, da je to pomembna stvar, ne. In to je ja, borba skozi, ne. Kako pa je v lokalnem okolju, okolje dejansko je bilo sploh v času tudi vaše rasti in potem tudi ustanovitve Katapulta zelo zaprto, po drugi strani tudi ogroženo, kar se tiče delovnih mest in tako naprej. Čutiš še večjo odgovornost prav zaradi tega delovati, ostati v tem okolju in da te ne začne omejevati? Na kakšen način gledaš na to?
Pa jaz se to veliko ne sekiram. Ne. Mislim, da bi zdaj se nekako psihiral, ne, ko bo jutri, ali pa da bi rekel, podjetje mora dvakrat zrastiti ali pa kakorkoli. Ne. To po moje sploh ni, to mora biti posledica nekega naravnega razvoja. Pač kar smo mi naredili v Katapultu je to, da smo tisto našo infrastrukturo, stroje in naprave, kjer bomo v letošnjem letu oziroma v drugem letu še bistveno obogatili, da ponudiš, ne, pa ponudiš pač svoje izkušnje, pa mentoriranje in potem vidiš, kaj iz tega nastane. Ne. Zelo sem vesel, po eni strani, ne, po drugi strani malo žalosten, da jaz mislil, da bo teh 2500 kvadratov Katapulta, da bo dost forever do konca življenja, ne, sploh v Trbovljah. Trbovlje ima 17 000 ljudi, kaj češ to zapolniti. Ne. In je res zanimivo videti, ne, da je bilo to poln po 2 letih, ne, praktično. Pa so se pa malo menjali, nekateri so propadli, nekateri so prišli na novo, ampak zdaj smo čist polni. Ne. Zdaj smo kupili še dodatnih 2600 kvadratov, pa že 900 poka po šivih, ne, ampak pač to je neka posledica naravne rasti, ki jo moramo slediti, potem pa so rezultati takšni, kot so, ne, in bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost. Še večkrat jih boš srečal na šrangah, očitno, tako da odlično. Lucija, ti si pa prišla pravzaprav v sistem, ki morda ni rastel skupaj, ki je bil že tam, ki je nekako imel neke že prej postavljene vrednote, morda tudi omejitve. Kako pa spreminjati sisteme? AMZS je 112 let stara organizacija in jaz mislim, da je ta utrip začutiti posamezne organizacije pomemben, zato ker se mi zdi, da jaz sem prišla iz multinacionalke, sem delala prej v Avstriji in potem v bistvu, da skrajšam zelo, se mi zdi v bistvu zelo dobro, vem, kako lahko v bistvu zelo standardizirano in dobro sistem funkcionira, pa vendar v bistvu pač težko prideš in začneš to premikati na glavo in prehiter, zato ker se mi zdi, da srčika našega sistema so ljudje. In se mi zdi, da mi smo zelo veliko dali na to, da smo ljudi pripravljali na spremembe, na stvari, komunicirali, se res v bistvu usmerjali skladno s tem utripom, tudi v bistvu dozirali aktivnosti in pa spremembe. Tako da jaz sem po duši res bolj hiter človek, ampak tukaj pa vendar sem se rabila ustaviti in v bistvu iti korak po koraku, ker pač spreminjati kulturo in pač delati transformacijo podjetja vendarle pač je procesno. Sploh, če želiš v bistvu vse na svojem krovu, tako da korak po koraku, v bistvu. Ko si prvič prišla s svojo kolegico zamenjati gume v garažo, so te bojda gledali čudno. So te gledali tudi čudno v tem prostoru, kajti AMZS, spet govorimo o stereotipih, ki jih ti odlično rušiš, je verjetno bil viden kot nekako bolj moška bencinska domena. Večkrat me je tudi presenetilo, ker kdo prišel na sestank, pa je pričakoval enega gospoda oglajenega, pa odprla vrata. Mislim, čist nekaj atipičnega zagotovo, samo se mi zdi tako, da ko začneš v bistvu konstruktivno sestank, ko vidiš v bistvu, da stroka vseeno v bistvu prevladuje, potem dobiš sogovornika na svojo stran, ne glede na to izhod in isto se mi zdi danes. Zelo dobro funkcioniram v naših centrih, se dobro počutam med našimi kontrolorji, mehaniki, referentkami in se mi zdi, da deluje. Ja. Kako doseči, prej je Luka povedal, da si bila zgrožena, če je rekel, da je nekaj nedosegljivo. Torej v poslu verjameš, da je vse dosegljivo? Jaz mislim, da če imaš iskro, to je bilo prej zelo dobro rečeno, v bistvu, če osmisliš stvari, če vidiš, v bistvu, da je nekaj, kar v bistvu oživi srce in pa v bistvu tudi da iskro, potem definitivno se mi zdi, se ne smemo ljudje prehiter zadovoljiti z manj. In meni je bilo neverjetno lepo tudi gledati v preteklih letih sodelavce, ki so tudi se s področji pomikali,
in res, kad daš prostor, no, to pač posameznik lahko doseže nemogoče, tako da jaz verjamem, da bo tudi Luka dosegel svoj življenjski dream job. No. Tako, včasih v bistvu kar hitro rečemo, vse bo v redu, se mi zdi pa, da ta adrenalin mal izven cone obdobja, no, da ti sparkl življenju, no, ker je res potreben. In jaz bi si želela, da vsi ta sparkl dnevno lovimo v bistvu, no, ker to usmisluje naše življenje v končni fazi. A lahko deliš z nami, vsi radi govorimo o zmagah, pa ko vse lahko, pa vse se da, ampak lahko deliš z nami trenutek in kaj si naredila, če tak trenutek je bil, ko pa si bila zelo na tleh in si se mogla dvigati in reči, ok, gremo Lucija, vse se da. Ja, imam kar precej takih trenutkov v zadnjih letih. Kaj me je dvignilo v enem trenutku? Misel na sodelavce, no? Misel na ekipo. Vem, se spomnim enega res težkega trenutka izpred 4 let, pa smo imeli svet delavcev in ko sem prišla v sobo, v bistvu mi je bilo tako neverjetno odziv v bistvu sveta delavcev, ki so me res motivirali v bistvu nazaj in se mi zdi tako, da to je tisto pol, kar res rečeš, glej, kljub temu, da je ali pa so stvari, ki so v bistvu težje, no, so vredne, no, predvsem v bistvu za ljudi, ki so ob tebi ali pa za ekipo, no, s katero se ustvarjaš. Jure, če bi poskušala biti taka amaterska psihologinja in bi iskala tvoj tip karakterja, bi na trenutke rekla čisti flegmatik, potem bi rekla ne, človek je kolerik, skratka ne znam te in sangvinik obenem, jaz vidim v tebi kar vse, ne. Kakšen tip si, kako reagiraš v težkih trenutkih, kako se odzivaš? Ja, lej, zdaj nekaj bi rekel, po moje kolerik glih nisem, zaradi tega, ker v vsej zgodovini podjetja sem se razburil resnično, da sem poznigal glas, kakor se spomnim 2-krat. Doma je drugače. Otroci tu me ziritirajo takole. Tako da to je... Pol malo tega, veš, ampak ne v poslu, v redu. Ja, tako ker otroci, recimo so v šoli pridni, doma se pol zdivjajo, pa rečeš, ne moreš biti poslu dober, ne, ampak najbrž je tudi malo podobno, ne, ampak se mi zdi, da raje zadevo kakšen dan prespim, da držim stvari v sebi, da jih premislim, da potem se tudi posvetujem, pa potem nekako bolj mirno odreagiram, kar nekateri, mislim, zdaj smo dobili, v podjetju imamo kar nekaj skozi katapult izobraževanj, ne, in ena izmed stvari, kakor smo jih naredili, je neke vrste osebna izkaznica oziroma user's manual, tak osebni. Kaj imaš pravila, kaj piše tam notri? Ja, tako, ne, in pol vsak vodja napiše svoj user's manual, ne, in v mojem piše, ne, če ti ne odgovorim, ne, to pomeni, da bom premislil, pa ti bom jutri povedal. Ne. Super, ampak to bi rada enkrat videla odličen nasvet za vse nas, da lahko to damo. Kako me uporabi? Tudi v življenju bi bilo to koristno. Ne? Ja, tudi doma. Ima žena tudi to zate, user manual? Pa... Ali so to bolj izkušnje? Very good question. Mogoče vzami svoj lasten nasvet, ne? Mogoče še to za motivacijo, veliko govorite o ljudeh, kako pomembne so vama in to je čutiti in videti, ampak kaj je tisto, Jure, kar najbolj motivira tvoje ljudi, poleg namena in razumevanja, zakaj nekaj počnejo? Ja, mi smo v osnovi tehniki, ne, tako da isto, ko mene motivirajo te res naše vrhunske stranke in projekti, jaz mislim, da tudi sodelavce motivirajo podobne stvari. Imamo tudi sistem nagrajevanja, zelo dinamičen sistem solastništva, kar se mi zdi, da je tudi nekako ključno, kar nam je tudi v času korone izredno pomagalo, da smo to prebrodili. Tudi smo dali razvoj marca lani za 3 mesece domov, pa je deloval normalno naprej. Proizvodnja ni mogla jeti, pa ko sem vprašal, kateri bi ostal doma, da se ne počuti dobro v službi, so si rekli, ne, mi moramo delati, mi imamo naročila, ne. Tako da je bilo lansko leto dejansko rekordno, letos bo pa spet
Bravo. In tudi ta vaš primer solastništva je res vreden pogleda in seveda tudi posnemanja, tako da res hvala tudi za to. Lucija, tvoji sodelavci, kaj je tisto, s čimer jih ti motiviraš ali imaš občutek motiviranih? Seveda imate zelo različne sodelavce na različnih področjih, ampak če govoriva recimo zdaj o tvojih najožjih sodelavcih, recimo menedžmentu v podjetju. Da me skušam v bistvu mogoče, da imam jaz vedno polne baterije v bistvu in potem nekako vidijo, da teh baterij ne zmanjka in mi sledijo. No, jaz nisem nikoli zdaj rabila kaj ekstra motivational speechov imeti, se mi zdi v bistvu tako, da nekako je fajn vnašati kot vodja pravo energijo na prav način v bistvu, tam, kjer treba pospeševati, je tudi kaj zabremzati. Tako da ne vem, kdaj mi boljš rata, kdaj mi tudi ne rata, ampak tako je. No. Tako gre. Hvala lepa. Vem, da smo zdaj pred aktualno temo, katero so zbrali naši gledalci od doma, pa seveda upam, da tudi vi prek slajda. Tako da, Tonja, o čem bomo torej govorili? Ja, Ajša, z Lucijo in Juretom se boš v tem delu pogovarjala o tem, kako presegati razdeljenost v družbi. Tako da... Imeli smo 3 teme, ne? Imeli smo 3 teme, med drugim tudi Slovenija globalno in pa seveda zeleno, ampak očitno je to nekaj, kar nas res vse zelo skrbi. Ta razdeljenost, malce si se že dotaknila, Lucija, jo občutiš? Se ti zdi, da smo šli zdaj v ekstrem? Zakaj smo tako zelo polarizirani? Pa verjetno ni to samo v Sloveniji, ampak tudi na splošno. Kakšen je tvoj pogled na to, kako to občutiš? Ja, jaz mislim, da bi se mogli včasih bolj ravnati po naših športnikih, ker niso samo individualni športih, ampak tudi v skupinskih čedalje boljši. In se mi zdi, da velikrat pozabimo na vsebino, na cilje, na skupno dobro in se ukvarjamo s stvarmi, ki so v resnici nepomembne. Kdo, kaj, kako v bistvu. Da tle se mi zdi, da morda se potem zamegli tisto, kar je pa res ključno. No? Tako da jaz bi si želela za našo krasno Slovenijo, da bi res sedeli vsi na enem avtobusu v bistvu in šli na istem voznem pasu res v neko smer. V tem trenutku vemo, da je ena pereča tema, bo prišla naslednja in v bistvu jaz verjamem, da bi nam šlo čezdalje boljše, če bi le v bistvu, no, pač po mojem, vsak posameznik najprej pri sebi začel. Jure, pa tvoj pogled? Jaz pa gledam na tole malo drugače. Pa v bistvu, ki je prišla ta zdravstvena kriza, smo res naredili vse, da smo nekako, vsaj v našem okolišu, združili ljudi, pomagali, ne vem, maske iz Kitajske dobili, pa imeli akcijo Maske za vse, sodelovali z vlado pri pripravi ukrepov za pač na gospodarskem področju. In to zaradi tega, ker nismo imeli izbire. Mi nismo v preteklosti mogli se odločiti, na kakšen način bomo se soočali z zdravstveno krizo in se mi zdi, da smo mogli res skupaj stopiti, zato da smo to prebrodili. Potem smo, ko je bilo cepivo na voljo, smo organizirali cepljenje v podjetju, smo dejansko vsem omogočili, da so pač čisto na prostovoljni osnovi se cepili in tako dosegli nekje 80% precepljenost v podjetju. Na mehek način je pa določeno število ljudi, ki pa vsekakor so proti temu, da bi se cepili. In tudi, ko je bil obisk vlade, ne vem, par tednov nazaj, sem jaz rekel, da če bo v podjetju sprejet pogoj PC, da pa se ne bomo temu podredili. In to čisto zaradi tega, ker verjamem, da je svoboda odločitve človeka, pač ko so na voljo vse možnosti, še zmeraj na prvem mestu in jo je potrebno spoštovati. Pa ne govorim o tem, da je treba iti na vrat na nož proti temu, ne? Ampak enostavno, da na pozitiven način pač nekako pustiš to voljo, pa da
pa da sobivaš. Mislim, da je Theodore Roosevelt rekel, kdor zamenja svobodo za varnost, si ne zasluži nič od tega, pa bo na koncu tudi oboje izgubil. In mislim, da je to tisto, kar se v naši družbi dogaja. In po drugi strani imamo zelo dobre primere, recimo Portugalska, kjer so šli ljudi klicati osebno, ne, in jih spodbujati k tem, da se cepijo na tak pozitiven način in so s tem tudi dosegli maksimalno precepljenost. Ne. Tako da jaz mislim, da tukaj smo šli en korak predaleč, pa na napačen način poskušamo nekako na silo priditi do tega, kar je pa zdravstvenega stališča pač dejstvo in nujno potrebno in dokazano, da je to edini način, da bomo šli čez to. Jure, kako misliš, da lahko kot gospodarstvo, kot gospodarstvenik, ti si se aktivno vključil in seveda predsedoval tudi Slovenian Business Club, skratka klubu slovenskih podjetnikov, zdaj si podpredsednik, zelo ste bili aktivni, veliko ste, že si omenil, vračali družbi, veliko predlogov podali, verjetno tudi ostale poslovne skupnosti počnemo enako, ampak kaj lahko tudi kot posameznik, kot viden mnenjski voditelj v okolju še narediš, oziroma ali misliš, da moraš še kaj narediti? Ja, jaz mislim, da nas čaka še kar veliko izzivov. Jaz tudi vidim, recimo, ena izmed večjih težav, zdravstveno krizo bomo nekako prebrali, če bomo stopili skupaj, bo to prej, če bomo pač vsak na svojem bregu, bo to nekoliko kasneje, pa na drugačen način, ne, je treba pol pač preboleti. Ampak se mi zdi, da tej krizi bo sledila še ena, ne. In sicer kriza dobrin, ekonomska kriza, pa v bistvu pomanjkanje, bi rekel, tem delovne sile. In že danes vidimo, da se bojo stvari dražile, jaz ne verjamem v tisto, ne vem, par procentno napoved inflacije v prihodnosti, jaz mislim, da bo to veliko več. Ampak še večji problem je pa to, da še kar tiskamo denar. V bistvu programu za ta nacionalno okrevanje in odpornost do zdaj je Slovenija dobivala po 500 milijonov sredstev iz Evropske unije, pa smo jih zelo težko pokoristili, zdaj bomo pa milijardo pa pol. In kdo bo to podelal? In se mi zdi, da bomo s tem zelo zanihali ponudbo po povpraševanju na trgu dela, da bomo imeli velike težave v prihodnosti, ko bo teh sredstev, ko bo te sredstva ne bojo več na voljo, in mislim, da bomo s tem naredili prevelik prenihaj v ekonomiji. Tako da jaz mislim, da smo natisnili veliko novega denarja in potem, ko daš zraven še star denar, pa nov denar, bo v sumi vrednost enaka. To pomeni, da je za pričakovati, da bojo stvari enostavno dražje, kar se že danes odraža, ko greste bencin tankati ali pa v trgovino. Lucija, dejstvo je, da krize, ki bodo prihajale, kot jih je napovedal Jure in v kateri govorimo tudi o okoljskih krizah, bodo, ampak kako se lahko kot družba, kot gospodarstvo, kot posamezniki odzovemo, ta res nekako prepad, ki se je začel graditi med ljudmi, se čuti, da je vedno večji, ali pa morda ne. Kakšen je tvoj pogled? Ja, jaz prej v bistvu nisem toliko ciljala na aktualno tematiko cepljenja kot tudi sicer, zato ker se mi zdi, da obstajajo krasni primeri drugih držav, lahko tudi zelo primerljive velikosti, kjer res v bistvu narod skupaj stisne. In se mi zdi tako, da imamo toliko dobrega, če bi le v bistvu večkrat skupaj stisnili in v bistvu tudi se morda lažje pač potem tudi soočali, zdaj pa večkrat pač potem zaidemo v neko ulico mogoče različnih, ne samo mnenj, ampak tudi obtoževanj in kaj drugega, namesto v bistvu, da bi si nastavljali rame in se mogoče tudi kaj z nekim razumevanjem
pazuhe parili in v bistvu skupaj laufali. Zato, ker jaz mislim pač, da kriz bo veliko pred nami, v bistvu priložnosti pa tudi, no. Tako da jaz večkrat vidim pozitivno in v bistvu se mi zdi, da skupaj gre tudi čez krizo lažje. Tako da se mi zdi tukaj, da jaz pač res milijonkrat govorim o sodelovanju, ampak se mi zdi v bistvu, da to je res v bistvu pomemben tako za družbo, za posamezno podjetje, ne nazadnje pa za vsako tudi družino, no. Brez tega po mojem v bistvu ni komunikacije in v bistvu se mi zdi temeljno. Zadnjič sem gledala dokumentarni film o Angeli Merkel v času, ko še ni bila kanclerka in so jo vsi kolegi prepričevali, ne smemo podpreti Schröderjevih reform in je rekla, moramo jih, ker ko bomo mi prišli na oblast, bo zelo dobro, če bodo te reforme že narejene. Ali imamo v Sloveniji človeka, ki lahko gleda tako daleč in tako naprej? Imamo, Lucija? Jaz mislim, da zagotovo ga imamo. Jaz mislim tudi, da če bi v bistvu dolgoročno gledali, bi verjetno bilo mnogo lažje. Tako pa v bistvu te kratkoročni pogledi včasih v bistvu ne sežejo čez 6 gora naprej, ampak naši otroci, mladi oziroma v bistvu pač tudi otroci od mlade populacije zdaj bojo pač rabili ne sam planet, ampak tudi še kaj drugega. Ne samo čez 6 gora, všeč mi je, ne sežejo niti v 3 krasne, ne sežejo niti do Jureta. Jure, imamo človeka, ki lahko je tako povezovalen in ali mi vsi preveč gledamo politiko? Ja, kaj pa jaz vem, ne. Jaz nekako sem se včasih hecal, da bo slovenska demokracija rabila 100 let, da bo prišla na nivo neke razvite države, ne. Zdaj se ne hecam več, ne, se mi zdi, da je to res, ne. Tako da jaz se bojim, da se še ni rodil, ne. Ampak upanje pa še ostaja. Upanje še ostaja, ne. Ampak se mi zdi, da je to ni toliko odvisno od človeka, kakor je odvisno od sistema. Pri nas sistem še ni zrel, ali pa mentaliteta ljudi še ni zrela, da bi se spustil v eno tako stvar, kot je politika, ne, ker sej, recimo gospodarstvenik, če preseže neko število, nimam pojma, odkud se to naredi, ne, ampak če presežeš neko število zaposlenih ali pa nek promet ali pa whatever, ne, pa iz podjetnika se pretvoriš v kapitalista, ne. Ampak če pogledaš politike, ne, tu so pa res, mislim, tisko, ker pa tak rejting, ko imajo politiki pri nas v Sloveniji, ne, pa si res ne vem, kdo pri zdravi pameti si tega želi. Ja, tako da je verjetno tudi na vseh nas, tudi medijih, tudi poslovnih skupnostih, da začnemo s kulturo dialoga prav do vseh in to je tudi stvar, ki smo si jo v MČM-u zazdali za temeljno naslednje leto, upam, da bo potem že tako visoka, da bomo lahko kaj drugega in tudi seveda sem vesela, da bomo kmalu gostili tudi iz vseh političnih strank podmladke, ker jaz pa vendarle upam, da so se že rodili. Najlepša vam hvala, bila sta izjemna, veliko smo pričakovali in verjamem, da pričakovanja tudi sta izpolnila. Jaz pa še nekaj za konec vam dal, ne, zaradi tega, ker jaz takole razlagam zelo zmeden, ne. A zato mi nisi pustil, da vzamem torbo? Okay. Tako da bi vam podaril, ne, eno knjigo, Hvala. ki je napisala najboljša slovenska pisateljica Petra Škarja, pa opisuje nekako ta filozofijo življenja, pa tudi vzpone in padce, ki smo jih doživeli na svoji poti. Hvala lepa, da boš podpisal. Hvala. In seveda najlepša hvala tudi vam. Zdaj za tiste, ki ste doma, hvala, da ste bili z nami, da ste sodelovali. Tukaj vas bomo pogrešali, za vse tukaj pa spijemo še kakšen kozarček, ne? Hvala vam.